Gospod Leon Kobetič, lepo zdrav, hvala lepa, da ste se odzvali našemu vabilu. Povabili smo vas kot strokovnjaka, ki zna zelo široko gledati na problematiko umeščanja v prostor. To je problematika, ki je v Sloveniji velikokrat rečemo rak rana, na mnogih področjih, seveda jo občuti tudi gospodarstvo. Zdi se, da nekako se vsi zavedamo, vse vlade jo omenjajo, na koncu se pa nič ne zgodi pravzaprav, ne. Vedno nekako se vrtimo v tem začaranem krogu. Pa me zanima v bistvu čisto na začetku vaše mnenje, kaj je razlog temu? Kako da ne najdemo tega preboja? Ja, najprej hvala za povabilo, res sem vesel, da se bova pogovarjala o urejanju prostora. V stroki mislimo, da ni ravno toliko dobro prepoznano, ne. Predvsem pa se mi zdi, da je tako imenovano umeščanje v prostor postalo tema šele v zadnjih letih, ne. Prej, pred 20 leti praktično, se o tem skoraj nismo pogovarjali, začeli smo se pogovarjati malo zaradi okoljskih vplivov, ne, pa potem nesprejemljivosti nekih posegov v prostor s strani javnosti, ne, to prvi, druga reč, o kateri se pogovarjamo, so seveda dolgotrajni postopki, neučinkovitost. Tega zdaj moram pa reči, da v zadnjem letu, ne, pa tokrat, ko sem slišal zdaj v medijih umeščanje v prostor, ker je posledica seveda poplav, ne, in tega, da smo se nekako zavedali, da so pa mogoče ogrožena ne samo naše premoženje, ampak tudi naša življenja, ne, zaradi nekih napačnih odločitev. Tako da sem res vesel tega povabila, zdaj pa mogoče bi na začetku postavil v kontekst ta slovenski prostor, ne, pa poskušal povedati, s čim se pravzaprav spopadamo, ne. Zdaj Slovenija je, jaz velikokrat rečem, da je raj na zemlji, ne. Ta rob, nekako živimo na robu Mediterana, na robu Alp, na robu Panonske nižine, raznolikost, krajinska, biotska pestrost, gozdnatost, vodnatost, prekrasna narava, ne, je pač nekaj, kar je naše dejstvo, mogoče se tega še premalo zavedamo. Drugo je ta logistična lega, ne, na centru nekih pomembnih evropskih koridorjev, ne, sever, jug, vzhod, zahod, ki nam daje neko točko, ki je zelo, zelo pomembna, ne. In tretje je pa ta naša poselitev, ki je pogojena zdaj z nekaterimi razlogi, ne. Zdaj, če pogledamo po 45. letu, se je začela industrializacija, malo so se krepila mesta, iz ruralne države smo vstopili v nekaj drugega, pa na podeželju ohranili neke vzorce ali pa jih celo s samograditeljstvom in tako in z gradnjo na lastni zemlji, tudi s tisto agrarno reformo, ki smo jo imeli, pač povzročili, da imamo izjemno razpršeno, ne, to poselitev. Slovenija ima 6000 naselij, ne. Do vseh teh naselij je treba vzdrževati infrastrukturo, izjemno drago je to, ne. Poleg tega zahteva še druge stvari, otroke je treba v šolo voziti, vse to zahteva veliko stvari, ki se kažejo kot nerentabilne, ne. Najprej se je na to gospodarstvo odzvalo, pač ni enkrat mi je en trgovec v Črnem Vrhu rekel: "Glejte, trgovino sem zaprl, ne, zato ker nisem mogel več podružnični šoli dobavljati, to mi je bil glavni vir prihodka, zato ker je Zakon o javnih naročilih pač naredil to, da je bil Mercator bolj ugoden." Tako izgubljamo neke funkcije, po drugi strani pa in zdaj se to dogaja že na družbeni infrastrukturi. Zdaj že država ugotavlja, da ponekod, ne,
Vse to so izzivi, ki so težki, ki se na koncu pri umeščanju v prostor treba z njimi spopadati in je pač velik, bom rekel, težav. Po drugi strani pa se da. Jaz moram reči, da se da. Prostorsko načrtovanje bi rado bilo del rešitve, ne del problema, ne. Tako da je ta mogoče malo negativni kontekst, v katerem se praviloma pojavljamo, ne, je po moje rešljiv. Če vas prav razumem, v bistvu, ko govorimo o prostorskem načrtovanju, bi skoraj da morali ga razdeliti na dva dela, ne. Eno je, če sem pravilno razumel to, kar ste zdaj razlagali, ta nek družbeni konsens, ne, kaj želimo s tem prostorom. Drugi del je pa čisto, bom rekel, tehnično operativen, se pravi postopki, zakonodaja in vse skupaj, ne. Mislim, je povezano, ampak hkrati vedno rabimo najprej ta družbeni konsens, ne, kaj želimo s tem prostorom početi. V resnici ga ves čas rabimo, ne. Na koncu je odločitev, ne, za poseganje v prostor družbena odločitev. Seveda si strokovnjaki želimo, da je hkrati tudi strokovna in da sovpade strokovna odločitev z družbeno odločitvijo, ampak odločamo ne strokovnjaki. Vedno vsi prostorski akti se sprejemajo na občinski ravni, na občinskem svetu, na državni ravni, na vladi, kar pomeni, da gre na koncu. Jaz raje rečem za družbeno odločitev kot za politično odločitev, ampak dejansko procesno, postopkovno gre za to. In konsens je seveda, ne, edina pot pravzaprav, niti ne nujno. Pravzaprav je edina pot, da pridemo in ga je seveda skozi teži doseči zaradi različnih interesov in enega samega prostora, na katerem se te interesi. Zdaj, stvar je taka, ne, zelo lahko se strinjati na načelih, ne. Vsi vemo, da je prehranska varnost pač potrebna, ne. Varstvo narave, varstvo okolja, varstvo pred naravnimi nesrečami, vse to je v javnem interesu, tudi gospodarski razvoj je v javnem interesu, pa še zagotavljanje stanovanj seveda in vse ostalo. In na načelni ravni smo vse to zapisali v zakone, strategiji in tako naprej in je vse okej. Na lokaciji sami se je treba skrižati, ne. Zato je nemogoče na načelih reševati stvari, mi rešujemo stvari na lokaciji. To sem zdaj vprašal, recimo, to se me je zdaj porodilo kot vprašanje. Bom vzel primer Nature 2000, na primer, ne. Zdaj, v kolikšni meri je recimo vsa javnost sodelovala pri tej odločitvi, kaj vse zaščititi, ne vem, v kolikšni meri je gospodarstvo sodelovalo, v kolikšni meri kmetijstvo. Danes vidimo, da marsikdo, kot ste rekli, na sami lokaciji imajo kmetje težave, imajo podjetja težave. Se pravi, da tukaj je umanjkal ta družbeni konsens, oziroma odločitve niso bile sprejete verjetno celovito v dogovoru z vsemi družbenimi skupinami. Tukaj ste eno zanimivo vprašanje odprli, ne. Prostorski akti imajo zelo zahteven postopek, zelo predpisan po zakonu, so eni najbolj tako postopkovno zahtevnih. Medtem ko se neke državne uredbe o zavarovanju, ne, nečesa, ne peljejo po principu prostorskih aktov, ne. To se pravi, grejo praviloma kot predpisi v enomesečno obravnavo in to je to, ne. Ni tega procesa mnenj. Ni vseh strokovnih mnenj. Ni vseh strokovnih mnenj in tako naprej, ne. In Natura je bila, tako kot ostale uredbe v zavarovanju, saj ni edina, sprejeta na ta način. Verjetno zelo dobronamerno strani varstva narave, ampak na ta način, po moje, se niti nismo v tistem trenutku zavedali vseh posledic. Po drugi strani pa moram reči, zdaj, kadar rečemo Natura, imamo verjetno v splošni javnosti mnenje, da gre za varstvo narave. To niti ni najstrožji režim varstva narave, je pa prostorsko najbolj obsežen, ne. Natura ni vse, kar v naravi
varujemo. In z naturo skupaj se da živeti, v naturo se da posegati. Ne? Seveda, ne? So pa neki pogoji. Zdaj, če malo čustveno odgovorim na to vprašanje varstva narave, ne? Ko v naš dom pridejo mravlje, jih popipsamo. Ko stopimo v naravo, ne? V gozd nekam, ne? Moramo vedeti, da smo stopili v dom nekoga drugega. Ne? Prosto živečih živali in natura območja so tista območja, kjer so te habitati še posebej pomembni. Ne? In je neko prilagajanje potrebno. Ne? In je to nujno. To je treba razumeti od prvega trenutka, ko predlagamo neke posege v območje natura. Se pa ti dajo speljati. Ne bom rekel, da vsi, eno veliko gospodarsko cono, eno območje natura posebej, če posegaš, ne. Pač ne gre, ampak marsikaj pa gre. Marsikaj pa gre, tako da je tukaj se mi zdi malo tega splošnega, bom rekel, posploševanja ali pa nezavedanja, da je. Sem pa tako, kot sem rekel, Slovenija je izjemna ravno zaradi tega. Zaradi te biotske pestrosti, ne zaradi teh habitatov, bolj zaradi narave, kakor zaradi mest in poselitve, ne, in človekovega. In jaz mislim, da se s tem da živeti. Prej ste rekli, da je umeščanje v prostor pri nas v Sloveniji zelo regulirano in ti postopki zelo predpisani in dolgotrajni in strokovni. Pa vseeno recimo, če vzamemo konkretno občinske prostorske načrte, ki so verjetno še najpomembnejši akti v Sloveniji, kar se tiče urejanja v prostor, se vam zdi, da so vse javnosti vključene v pripravah, ne, teh prostorskih načrtov? Zakaj to sprašujem? Pa če se vežem na gospodarstvo, seveda, kateremu je namenjen ta podcast. Poznamo tudi primere, ne vem, industrijskih con, ki so bile nekje zgrajene očitno brez dogovora z gospodarstvom in tam samevajo, ne. In druge primere, ker gospodarstvo obupano kriči po nekem dodatnem prostoru. Zato sprašujem, v kolikšni meri se vam zdi, da so vse te javnosti, predvsem gospodarstvo, vključeni v te postopke. V resnici ta proces prostorskega načrtovanja ni najboljši, predvsem ni učinkovit. Ne? Zdaj pod učinkovito mislim, da pridemo do dobre rešitve. In to najprej, ne? Po sicer najbolj učinkoviti, najkrajši možni poti, ampak ključna je rešitev. Ne? Če pridemo do slabe rešitve po bližnjici, to ni učinkovito. Pri učinkovitosti se zelo velikokrat pogovarjamo samo o času. Zdaj, kar se tiče gospodarstva, ne, kako sploh pride do gospodarske pobude, ne, v enem OPN-ju, ne, to je zanimiva stvar. Ne. Zdaj, če imamo individualne te pobude, to se pravi, recimo en podjetnik potrebuje nekaj, pol to že naslovi na občino in do take pobude pride. Če pa bi hotel zgraditi gospodarsko cono velikosti 10-20 hektarov, ne, potem pa take organizirane pobude sploh praktično jih na prste ene roke lahko preštejemo v 30-letni zgodovini. Ne. Tukaj ni niti neke inštitucije, ne, razvojne, ki bi take pobude dajala, ki bi gospodarstvo združevala, včasih napiše kaj obrtna zbornica, ne vem. Zelo, zelo redko. Tukaj je en velik manko, ne, ki ga imamo na tem, to se pravi ta zavedanje, da je to, jaz velikokrat rečem podjetnikom, ne, da ne smejo pozabiti, da se investicija začne z umeščanjem v prostor, ne za projektiranjem stavbe. Ne. To fazo večino, ne, velikokrat, pa saj imam projekt, saj sem že zarisal projekt, ne, saj že imam praktično vlogo za gradbeno dovoljenje, pa se mi je ustavila. Ne. Pa celo projektant včasih ni naredil domače naloge, ne, kaj šele.
To je ena zagata. Ta druga velika zagata je pa to, kaj se pol v postopku samega prostorskega načrtovanja dogaja z razvojnimi pobudami. Pa bom zdaj te razvojne pobude naslovil na gospodarske, recimo pobude. Občina je v tem zagovoru razvoja vidika gospodarstva popolnoma sama v tem procesu. Vsi nosilci urejanja prostora, vsi v procesu so praktično v neki varstveni vlogi. Ali varujejo neke infrastrukturne koridorje. Tako. In tukaj pravzaprav pogrešam in že nekaj časa, že leta pravzaprav, pozivam, da bi gospodarstvo, verjetno Ministrstvo za gospodarstvo, vstopil v ta proces kot nosilec urejanja prostora, to se pravi na formalni ravni. Se Ministrstvo za gospodarstvo, kadar ga občine ali pa kaki podjetniki pozovejo, zdaj v zadnjem času poskuša malo pomagati, neformalno. Pomembna je ta formalna vloga. Zato, ker je potem so ta usklajevanja igra mačke z mišjo. V bistvu so vsi ti varstveni režimi podprti z zakonom, službami, z uradniki, ki ne morejo odločati drugače, na gospodarski ravni pa te formalne pozicije ni. Tako da tukaj se mi zdi, da je ena taka pomembna. A je to pomanjkanje razvojnega sektorja, ki ste ga omenjali tudi v intervjuju za Glas gospodarstva, ko ste dejali, ste na to mislili verjetno? Točno na to sem mislil, da bi bilo treba pravzaprav to uravnotežiti. Ta razvojni pa varstveni del. Varstveni vidik uravnotežiti, ta trenutek se mi zdi, da ni uravnotežen in so potem tudi gospodarske pobude pripravljene preslabo, na nek način, premalo vidijo vse vidike in gre bolj za potrebo, kot pa za neko celovito strokovno podlago, ki bi mogel gospodarstvo pripraviti, kadar pričakuje neke velike posege v prostor. No, en tak primer poskusa tega vpliva ali pa aktivnosti razvojnega sektorja poznamo v primeru Magne, čeprav verjetno ima danes negativno konotacijo, ker se pač posel ni šel tako, kot je bilo mišljeno. Ampak to je verjetno en primer, kjer je pobuda prišla iz gospodarstva in kjer so očitno našli tudi postopkovne in zakonodajne rešitve, ki so postopke, olajšali, pohitrili ali kakorkoli. In potem se človek seveda sprašuje, zakaj ne moremo te rešitve unesti tudi v sistemsko zakonodajo in jo narediti bolj agilno. Magna je res zanimiv primer, pravzaprav je precedenčen v naši zgodovini. Kaj je bilo pravzaprav narejeno? Se mi zdi, da se tudi znotraj strokovne javnosti ne razume čisto dobro, kaj Lex Magna pravzaprav pomenil. Ne bom razpravljal o lokaciji, a je prava ali ni prava, tudi v nadomestnih ukrepih, a so bili dobro izvedeni ali ne. Grem samo na princip zakona. Mi smo z zakonom za eno lokacijo, za eno lokacijo in za eno investicijo, za eno gospodarsko družbo, bom tako rekel, napisali zakon in naredili izjemo. Tej izjemi smo rekli, da je neka investicija, ki je vredna več kot 100 milijonov evrov in nosi 1000 novih delovnih mest, v javnem interesu. In smo to rekli z zakonom. Seveda smo se vprašali, tisti, ki ves čas to počnemo, zakaj take določbe nismo vgradili v Zakon o urejanju prostora in vsem družbam, ki imajo take pogoje, dali neke vrste poseben status. In to je tisto, kar so me spraševali tudi direktorji velikih gospodarskih družb, ki delamo za njih. Ki za vraga, zakaj smo mi drugačni, zakaj tukaj ni sistem. To ni bil sistem, to je bila izjema. Vse ostalo je
Saj država že nekajkrat to vsaj v načelih poskušala. Enkrat je Janševa vlada tisti razvoj teh investicij, 10 ali koliko so rekli, najbolj pomembnih, ki bi spet bile neke izjeme, poskušamo to. Meni se zdi to lovljenje bližnjic. Če ni nekaj sistemsko vgrajeno v urejanje prostora, potem te bližnjice, dostikrat bližnjice niso najkrajša pot. Dostikrat so slepa ulica. Zdaj tukaj je bilo cela stvar speljana, še enkrat, ni pa sistemsko rešeno. Vam mogoče obrno vprašanje, bi recimo vi rešitve iz Lex Magne unesli tudi v sistemsko zakonodajo? Seveda verjetno je potrebno še kaj prilagajati, ampak je to pravi koncept, ki bi bil uporaben tudi, kot so rekli, v vseh primerih, se pravi v sistemski zakonodaji? Mi bi morali vedeti, kaj od gospodarstva je v javnem interesu. Zdaj, mi smo pri tem, da ste zelo načelni. Mi, ko prostorski načrtovalec sprejme nek akt in ima na mizi 300-500 pobud, tiste, ki jih občina vzame, in jih presodi, da so take, da jih bo vodila v postopku, jih v postopku nadalje zagovarja vse v javnem interesu. Od hiše, od širitve hleva, zagovarjamo z vidika razvoja kmetijstva, ne z vidika dviga tržne vrednosti tistega kmeta ali pa njegovih socialnih vidikov ali pa kakorkoli. In to je pomembno. Mi moramo vedeti, kaj je več kot na načelni ravni. Vedno rečemo, vse gospodarstvo bo pač ustvarjalo nova delovna mesta, nove davke, razvoja. To je vse na načelni ravni. Mi bi mogli to načelno ravnost bolje konkretizirati. Če bi prišli do tazga dogovora družbenega, da so neke investicije od neke točke naprej, pač take, da imajo na tehtnici usklajevanja z drugimi interesi večjo težo, bi bilo to za nas izjemno koristno. Za celo družbo. Bili bi bolj učinkoviti. Verjetno bi neki drugi resorji na podlagi seveda. Potem pač to tako tudi sodili. Skozi celoten. In prav ta usklajevanje, te odločitve, kaj so prioritete, zdaj so vsi postopki, predvsem na občinskem prostorskem načrtovanju. Zdaj državno je majčkeno drugačno. Državno vendarle delamo neke pomembne državne posege, državno infrastrukturo, in tam javni interes ni težko izkazati. Tam bolj pademo v probleme lokacije, pa lastništva, pa drugih stvari. Medtem ko v občinskem prostorskem načrtovanju pa preprosto pridemo v slepo ulico, zato ker ko en resor reče ne, smo mi v pad poziciji. In nihče tega gordijskega vozla ne zna presekati. Sploh nimamo narejenega učinkovitega sistema odločanja za take situacije. Rekli ste, pri državnih prostorskih načrtih je lažje, zagovarjati načelo javnega interesa, pa vendarle vemo, da ti postopki trajajo 5 in več let. Nekako smo se sicer že vsi na to navadni, ampak če malo pomisliš, to je grozljivo dolgo. A to res mora toliko časa trajati? Ja. Zdaj, v resnici bi se dal biti bolj učinkovit. Zelo veliko, če bo tisti, ki analiziramo procese, kje so se ustavljali, vidimo, da je zelo veliko postopkov pač ne teče tekoče, ampak se ustavi, stoji na mestu za 3, 4, 5 mesecev, in se spet premakne in spet stoji. In te luknje časovne noter so glavni razlog za... Vedno so pogojene z nečem. Ampak moram reči, da zdajšnja garnitura, zdaj imamo neko izjemno situacijo, kjer sta tako minister kot državni sekretar prostorska načrtovalca in sta v
ta del državnega prostorskega načrtovanja zelo operativno posegla z nekimi koordinacijami in tako naprej in poskušata te luknje, ne, ali pa poskuša ministrstvo. Na občinskem prostorskem načrtovanju žal tega še ni. Tukaj so tudi malo deljene pristojnosti, izvirna pristojnost je na občinski strani, država pa zelo posega v to izvirno pristojnost, tam postopki, glejte, tečejo. Vsi so pravičujem, na tej točki ustava, ampak na to nisem niti pomislil, da zdaj imamo mestne občine, imamo mikroobčine. Jaz si ne predstavljam mikroobčino, ki se ukvarja s tako zahtevnimi strokovnimi vprašanji. No, sej to je. To verjetno tudi problem. Glejte, to je... Zelo velikokrat rečemo, da smo z reformo lokalne samouprave, z drobljenjem občin zelo sesuli stvari, ampak zdaj, če pogledamo evropsko, ne, naše občine daleč od tega, da so najmanjše. Avstrija jih ima več kot 2000, Nemčija jih ima več kot 10 000, Francija je sploh ekstrem, ne, s svojimi občinami, ki jih je več kot 30 000. Ne. Tako da naše občine niso najmanjše. Gre za stvar pristojnosti, kaj te občine delajo. Ne. Avstrija je kar precej posebna. V Avstriji izdajajo gradbena dovoljenja občine. Ne. To se pravi, imajo še večjo pristojnost, ne sicer vsa, ampak jaz mislim, da je prostorsko načrtovanje pretežek. V takšnem sistemu, kot ga imamo, ne, pretežek zalogaj za slovenske občine, tukaj nam regije krvavo manjkajo. Tudi prostorsko načrtovanje bi se na regijskem nivoju bistveno bolje doma pravzaprav prostorsko planiranje. Seveda imamo nivoje načrtovanja, ampak prav to planiranje regionalno rabimo nujno. Zdaj, naslednje leto bomo začeli z pripravo regionalnih prostorskih planov, brez seveda formalnih regij, kar pomeni, da bo to nek poskus, ki upam, da bo nosil veliko koristi, ker problemov na tej ravni je nešteto. Pravzaprav ne od odspodaj navzgor, ne od odzgoraj navzdol se te problemi ne znajo. Vmes ustane nek vakuum regionalnega medobčinskega. Zdaj občine poskušajo z medobčinskimi upravami. Najprej so sicer bolj inšpektorate pa to dali na medobčinsko raven, zdaj nekatere občine poskušajo s prostorskim načrtovanjem na medobčinski ravni. Jaz mislim, da to, glede na to, kakšne možnosti imamo ta trenutek, dober poskus. Zelo dober. Je pa na prostovoljni ravni, ne? Je spet odvisno od zrelosti posameznih županov, verjetno na občinskih svetov. Res je, nekateri tudi, ampak gledajte, mi pri reformi leta 1994, ne, smo rekli, da bo najmanjša občina s spodnjim merilo 5000 prebivalcev. Ne. Zdaj jih je točno polovica, ne, ki imajo manj kot 5000 prebivalcev. Polovica. Ne. In seveda je to pogojen tudi, koliko je potem občinske uprave, koliko je financ in tako naprej. Zanimivo je, ker občine so najbolj bogate. Ne. Najbolj bogate so tiste, ki so majhne, ne. To se pravi, nimajo velikih stroškov s komunalnim opremljanjem, kar je itak ta glavni strošek, in ki imajo eno gospodarsko cono znotraj sebe. Ne. Beri Trzin, Komenda, Ankaran zaradi Luke Koper in tako naprej. To se pravi, ja, to sem hotel reči, da sicer ljudi težko spreminjamo oziroma jih ne moremo, ne, lahko pa spreminjamo sistem. Pa če se vrne na to, kar ste prej rekli, ne, dolgotrajni postopki, predvsem zaradi teh lukenj, ki se zgodijo vmes, ne, rekel te mrtvi čas, ne, ko se stvari ne premikajo. Kje je mogoče tle vloga digitalizacije? Lahko nam digitalizacija pri tem pomaga, da, ne vem, če ti utripa na računalniku, da moraš nekaj narediti, boš verjetno prej se premaknil, ne? Velik pomen ima digitalizacija. V bistvu moram reči, da tukaj tudi veliko narejenega. Veliko narejenega, pa ne, mene vedno mogoče bolj, sem že danes že rekel, bolj zanima vsebina kot čas, čeprav je čas izjemnega pomena. Ne. Ampak digitalizacija podatkov je omogočala boljše vsebinske odločitve. Ne.
Imamo res obsežne prostorske zbirke podatkov, ki so dobre. Zdaj, mogoče malo parcialno, zdaj še razmetane po raznih spletnih straneh in tako naprej, rabimo eno vstopno okno. Ampak imamo sistem, zdaj v zadnjih letih e-graditve, e-prostora, vsa gradbena dovoljenja imamo zdigitalizirana, tudi vsi prostorski plani so zdaj zdigitalizirani, lahko jih vidimo, pa pride do problemov, ki moramo znati tudi brati, ne, tisto, kar vidimo. Ponavadi rečem, da zdaj že količina ni problem, da je bolj problem relevantnost, tako kot pravzaprav pri vseh podatkih. Ampak digitalizacija seveda in zdaj še umetna inteligenca, ne, ki nam daje tukaj dodatne možnosti, moram reči, da sem tako navdušen, velik optimist v podjetju, se pogovarjamo, da bi razvili eno orodje, s katerim bi investitorju boljše odgovorili, a sme ali ne sme zgraditi, kot pa to zdaj počne neka lokacijska informacija, ki je samo izpisek iz nekega akta, skozi katerega se je težko znajdeti in tako naprej. To bi zdaj s temi modeli umetne inteligence bilo celo mogoče narediti nekaj, kar je bilo včasih zelo težko. Skratka, digitalizacija je nekaj, kar absolutno ima velik vpliv. Ta prostor, ti prostorski informacijski sistemi, ki so posebna veja informatike, no, so se v zadnjih letih zelo razvili. Tudi analitični del in tako naprej. Imamo pa nekaj evidenc, ki jih pač manjkajo, recimo evidenca stavbnih zemljišč, ki je zdaj zelo v povojih še, ne. Mi zelo dobro poznamo zunanji prostor, zelo fajn imamo zdigitalizirane recimo območja varstva narave, pa zdaj trajno varovana kmetijska zemljišča vzpostavljamo, pa tako naprej. Znotraj mest, ne, pa predvsem te podatki o tem, koliko imamo fonda, ki je na voljo, to se pravi nekih nepozidanih stavbnih zemljišč in predvsem koliko imamo komunalno opremljenih nepozidanih stavbnih zemljišč. To sem vas hotel tudi vprašati, problem. To imamo pa še, to je še težka naloga. Ja. To bi rad tudi da se dotakneva tega problema stavbnih zemljišč, ki so neizkoriščena, ne, in v bistvu, ker niso vsa izkoriščena, ne moremo ustvarjati novih, ne, hkrati pa lastniki teh stavbnih zemljišč jih držijo pri sebi, niso mogoče motivirani dovolj, ne, da jih bi spravili v promet. In tle se mi je zelo zanimiva vaša ideja nekega davka na zemljišča, ne, ki bi vključeval vsa zemljišča. Lahko malo to razdelate? Ja, zdaj davek seveda nihče ni navdušen nad davkom, tudi jaz ne, ker tudi pač delam v gospodarstvu. Ampak mi davek imamo, pravzaprav NUSZ je neke vrste nepremičninski davek, postavljen sicer čisto v drugem zakonu. Je iz leta 1984, mi vlečemo sistem še iz Jugoslavije, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Zdaj ne bom zahajal, kaj se je zgodilo z novim davkom, s tisto ustavno odločbo 2014, ko smo ukinili davek. Naj probam problem razjasniti. Mi imamo stavbnih zemljišč načeloma dovolj, ne, za prostorski razvoj. Zdaj trdim sicer, da niso pravilno alocirana, ker smo večino planov podedovali še iz 80-ih let, še iz Jugoslavije in jih zdaj vlečemo s sabo in bi bilo neko prestrukturiranje teh stavbnih zemljišč, drugačno alociranje v nekaterih primerih nujno. Ampak količino pa imamo, ne. Zdaj nimamo jih na trgu. Trg ne deluje, ne. Ta stavbna zemljišča so nepremičnina nasploh je posebna dobrina, ne. To, da je nepremična, je, jo kar ločuje od vseh ostalih dobrin, ki si jih lahko podajamo pač po svetu. In zdaj
Ta stavbna zemljišča jih imamo, nimamo jih pa na trgu. Povpraševanje je bistveno večje od ponudbe, seveda odvisno od lokacije, pa vendarle na atraktivnih lokacijah bistveno in cena raste. Povzroča gentrifikacijo, povzroča en kup težav in razvite družbe, tudi v liberalnih ekonomijah na ta trg posežejo, z nekimi ukrepi. Davek daleč od tega, da je edini ukrep. Je pa nekaj, mi moramo trg spodbuditi. Velikokrat rečem, da pašteta, ki je v skladišču, pač me ne more nasititi. Zdaj ta nepremičnina, ki jo pa imamo v skladišču, pa ne na tržnih policah, pa celo dobiva tako fajn patino, njena cena raste, njen strošek je pa nič. Ljudje, mislim, javnost v splošnem ne ve, da mi stavbna zemljišča, ki niso do konca in v celoti komunalno opremljena, sploh ne obdavčuje. To se pravi, strošek je nič, cena na trgu je ogromna in še raste zaradi tega. Skratka, mi moramo nekaj narediti, tukaj je seveda vprašanje davka, vprašanje odpre milijon drugih stvari. Jaz vidim davek kot ukrep zemljiške politike in ukrep, ki bo spodbudil trg, zato da bomo potem. Mi imamo zavezo v strategijah, evropskih in v naših, ničelne rasti stavbnih zemljišč. Mi se ne bomo več širili, kar pomeni, da moramo aktivno izrabiti tisto, kar imamo. Zato bomo mogli se usmerjati, mesta zgoščevati, tudi na račun česa pa je prostor za to in se to da narediti, predvsem pa trg spodbuditi, da tisto, kar je. Še ena stvar je, ko nekaj komunalno opremimo, pa tega ne uporabimo, smo vložili ogromna družbena sredstva v nekaj, kar pol ne nucamo. In ne nucamo po 40 let, ne 3 ali pa 5 let. Ta ekonomija komunalna je popolnoma nevzdržna. To je makroekonomski problem v resnici. Ampak spet mi se vračamo k družbenemu konsenzu, v smislu, seveda bova našla veliko ljudi, ki bo reklo, moje lastnine ne bo nihče tikal, in ne odločil. Vemo, kakšni so bili poskusi, davkov, ki bi spodbudili recimo večji ta najemniški trg stanovanj, in podobno. Vedno smo v tem precepu, tega tehtanja javne koristi in pa zasebne lastnine ali pa zasebnega interesa, Ampak kot ste lepo rekli, so v Evropi države, ki so bistveno dlje demokratične, liberalne, tržno orientirane, pa vendarle take zakone oziroma take posege Absolutno, ja. delajo. Amerika to dela, pa velja za najbolj, mogoče ne najbolj, ampak za eno stebrov liberalnih ekonomij, kjer naj bi prosti trg uravnaval vse, pa na trg nepremičnin posegajo. Velika mesta, absolutno. Beri tako. Lahko gradite pri nas večstanovanjsko, ampak 30% stanovanj, ki jih boste zgradili, gre v javni fond. Ne odplačno, po neki ceni, ampak morajo iti. In ukrep, ki je recimo cel niz jih je. Enostavno, jaz mislim, da se dajo stvari reševati, je pa mora biti ta tema družbeno pomembna, saj vemo, ko se enkrat, zdaj ta trenutek so pač vse na poplavah, na nadomestnih gradnjah in tako naprej, o teh vprašanjih, ki se zdajle pogovarjamo, se praktično ni neke resne razprave, Nismo še, očitno še ni dovolj hudo. Tudi podnebne spremembe po moje še zmeraj podcenjujemo, kot pojav, pa bo
prihajali do njih, recimo na področju kmetijstva. Zdaj navodnata država praktično nima namakalnih sistemov, ne. Kar je spet tudi prostorski, ne, prostorski problem. Ta razmerje zasebne lastnine pa tega, to je pač treba premagati. Mi zasebno lastnino imamo, tukaj je dogovor pač potreben. Dogovor z lastnikom je potreben. Ne. Skozi dražji bo, o tem ni dvoma. Ne. Skozi težji bo, skozi dražje bo. V to bomo mogli vlagati, računati, da vlagamo več sredstev, ampak enostavno, kar nikoli ne sprejmem, je pa to, da se ne da. Absolutno se da. In s tem bi rekel, tudi nekako zaokrožil ta najin pogovor in mogoče tudi z enim vašim priporočilom, pa deva zdaj se res mogoče fokusirati in nagovarjati gospodarstvenike, gospodarske družbe. Sicer to ste že nekje pri začetku omenili, ampak kako pomembno je to pravočasno in celovito umeščanje v prostor. Prej ste dali lep primer, saj imam že gradbeno dovoljenje, pa se ne premakne, ne, zato ker mogoče ni razmislil o nekih drugih aspektih, v kakšen prostor pravzaprav umešča, ne, neko investicijo. Mogoče bi s tem, rekel, tako zaokrožil, kaj, ali pa da dava mogoče en nasvet, ne, kako se lotiti umeščanja v prostor. Ja. Zdaj še enkrat, investicija se s tem začne. In tukaj je treba vračunati čas, ki je zdaj popolnoma različno je, ne. Če vi kupite komunalno opremljeno stavbno zemljišče, kjer je dovoljena tista gradnja, ki jo želite, ne, potem imate za to rabo par mesecev. Naredite projekt, greste po gradbeno dovoljenje. Če si pa predstavljate, da boste zraven avtocestnega priključka na kmetijskem zemljišču naredili 10 ali pa 15 hektarsko gospodarsko cono, pa vas čaka, pa nas čaka neka trnova pot. Na to se je treba dobro pripraviti, če želimo, ne, priti. Tukaj ni treba biti naiven. Ampak še enkrat, se da. Zdaj tisto, kar se nam bo pa najbolj pojavljalo, ne, so pa tako imenovane brownfield investicije, ne. To se pravi tisto, kjer bomo delali prenove ali pa nadgradnje teh sistemov, ki jih že imamo, ne. Recimo mi zdaj v zadnjih letih zelo intenzivno delamo master plane za industrijske cone, za velike industrijske cone. Ta trenutek recimo peljemo cono v Lendavi, ki je ena najpomembnejših gospodarskih investicij v državi. Gor na Lakonci, na Trbovljan, zadeve soft, mesto akrobatov kot eno največjih investicij v Zasavju po zadnjih 50 letih. In tako Knauf v Škofja Loki, pa na Hrvaškem Novem Marafu in tako naprej. Kaj pa na teh lokacijah, na teh brownfield lokacijah? Treba je narediti, te cone so nastajale v praviloma prejšnjih 50-70 letih, dosti, bom rekel, spontano, ne. Pač imeli smo še prostor, ne, do prostora ni bil takšen odnos in so se pač postavljali neki industrijski objekti. Dostikrat, ko nazaj pogledamo, mogoče malo premalo premišljeno, ne. Treba je narediti analizo notranje strukture, proizvodnih procesov, infrastrukturnih koridorjev, poti od tehnoloških do unih, treba pogledati zunanje robove, ne. Treba pogledati vplive okoljske in tako naprej. Treba narediti neke scenarije razvoja, pogledati, ali tisto, čemur nas itak zavezuje, vsi principi, ali imamo notranje kapacitete, a se lahko prestrukturiramo, ne. In zanimivo je, da prihajamo do rešitev notranjega prestrukturiranja, ne. Dostikrat naredimo te scenarije,
izberemo scenarij skupaj z menedžmentom, vedno to delamo s krovnim menedžmentom, zato da se odločitve sprejemajo pravočasno, ne, in pripeljemo do nekih krovnih odločitev. Master plan je v bistvu dolgoročen koncept razvoja neke cone in moram reči, da sem navdušen dejansko, ne, kako se da. Tudi moram reči, da so te reference, ki sem jih našteval, tudi te gospodarske družbe v bistvu spoznavajo, ne. Pa dostikrat, prvič, ko smo to delali, smo delali to za Leko Mengšo, pred več kot 10 leti skupaj s švicarskimi partnerji in rezultat je, da smo tam sicer, ker ni bilo več prostora, razširili to gospodarsko cono iz 12 na 24 hektarov, ne. Ampak to daje danes možnosti, da Novartis na tej lokaciji to biofarmacevtiko, seveda ključno znanje teh strokovnjakov, ki jih imamo, ne. Prostorski razvoj in prostorske možnosti so ključni, ne. Lahko razvija na tej lokaciji v Sloveniji in da se ne seli nekaj na Poljsko ali pa na konkurenčne lokacije znotraj, ne, ene družbe, kaj šele, da tekmujemo med družbami. In še enkrat, saj pri nekih stvareh dejansko sistem morda ni ta trenutek najboljši, ampak da pa se reši. Z dobrim načrtovanjem se da marsikaj rešiti, ne. To naj bo, bomo rekel, zaključna misel najinega pogovora. Jaz se vam zahvaljujem, mislim, da je tema izredno zanimiva in seveda aktualna. In verjamem, da bodo še priložnosti, da jo nadgradimo in poglobimo. Hvala lepa še enkrat. Najlepša hvala tudi.